Pozdravljeni. Preden odgovorimo na vprašanje, oziroma preden slepo odgovorimo na zastavljeno vprašanje, se je vredno vedno vprašati, iz kje izvira to vprašanje. Če samo slepo odgovorimo na vprašanje, si zagotovimo, da bo teh vprašanj vedno več. Če pa pogledamo in vsaj približno ocenimo, iz katerega vira je zraslo to vprašanje, potem je lahko naš odgovor usmerjen v ta vir in s tem v uravnovešanje notranjega sveta. Dajmo pogledati en primer. Če nas, recimo da otrok sprašuje, koliko gre neka stvar hitro, ali pa če fejst ropota oziroma vibrira, če mu samo odgovorimo z informacijami, ja, to gre toliko hitro, toliko ropota in tako naprej, odgovorimo samo na logičen del, torej samo z glavo. Če pa se vprašamo, iz kje izvira to vprašanje, ki ga je otrok postavil, bi lahko ugotovili, da je morda za vprašanjem skrit strah. Koliko gre hitro? Mogoče se ta otrok boji iti prehitro in zato tudi to sprašuje. Le redko si kdo upa izraziti čustva in dejansko povedati resnico. In če uvidimo, da je v ozadju strah ali negotovost, lahko tudi naš odgovor naslovimo na pravi naslov. Seveda ne smemo direktno povedati, ja, tebe je pa strah. Kako to? Druge ni strah, ker s tem naredimo namreč še večjo škodo. Če vidimo, da je v ozadju strah, mora naš odgovor biti nekako tolažljiv oziroma vsebovati zagotovilo, da je tisti strah odveč. In tako se taka vprašanja in drugačna bodo nehala pojavljati, ker bo ta naš notranji svet, naši notranji strahovi, dvomi, počasi izhlapeli. In le tako se izplača odgovoriti. Obstajajo pa seveda tudi primeri, ko je najboljši odgovor tišina.